Voditeljica Olga, a ne, še vedno sem Tanja Žagar in še vedno predvsem žagam in prepevam, Olga je pa z menoj. Olga sem pa tukaj in ti si moja današnja gosta, Tanja. Vse sem zamešala. Tako. Se opravičujem. V redu. Mi dovolite, da se kar tikava? Seveda, midve bova kar na ti, sva še obe tako mladi, a ne, da bova kar na ti. Tako, že kada sva na kavi. pred snemanjem sva se zelo ujele, tako da super se počutim v tvoji družbi. Hvala, ker si prišla v mojo oddajo. Lepo izgledaš, moram te pohvaliti. Najlepša hvala, lepo, hvala za kompliment. Sem zelo vesela, da sem prišla. Ugotavljamo, da sem jaz prvič tukaj pri vas na vaši televiziji, ne, no zdaj upam, da ne zadnjič, ker se jaz super počutim, sem se že kar tako malo udomačila. Udoben moj kavč. Je tako udoben, da bi lahko skoraj zaspala, ampak ne bom zaspala. Ne zaspati, kajti morava se pogovarjati. Ta prvo vprašanje, ki ga imam zate. Kako dolga je tvoja glasbena pot? Se pravi, jaz sem začela prepevati v skupini Foxy Teens pred 19 leti, tako da če vse skupaj, seštejemo, je 19 let dolga, sicer kot samostojna izvajalka pa prepevam 10 let. Kakšna zgodba pa je za tem, da si sploh prišla v to skupino? Pa me smo takrat z dekleti začele prepevati, pod svoje okrilje nas je vzel producent in menedžer Miki Šarac in smo vseh 9 let zelo lepo in uspešno z njim sodelovali. Veliko smo naredile, veliko albumov posnele, videospotov, čudovitih pesmi, celo nekaj dokumentarnih filmov, bile na raznih festivalih, 2-krat zmagale na festivalu Slovenska popevka. Skratka, res smo skupaj preživele krasnih 9 let, bilo je zame nepozabno. Žal tudi neponovljivo, če bi lahko malo čas nazaj zavrtela. Pa žal ne gre. Bi takoj še enkrat bila Foxica, ampak tako bom rekla, en del te Foxice bo na nek način zavedno ostal v meni, ker ne gre ven in se ne da zbrisati in tudi ne bi želela, da se zbriše, ker je bilo tako zelo lepo. Kako si pa sploh spoznala te punce? Pa me smo se slučajno spoznali takrat na nekem izletu in potem smo se začele družiti, in začele prepevati tako, kot pač mlade punce, ko se dobivajo malo pri eni, malo pri drugi, pa tako. Pa ste ratale zelo uspešne, res je. Ja, smo tudi zelo veliko delale, kljub temu, da smo bile še vse res zelo mlade. Jaz sem bila 14 let stara, ko smo začele, najmlajša je bila 12 let stara, se pravi še kot osnovnošolke, pa potem me je to Foxy obdobje spremljalo skozi srednjo šolo, pa še potem na faksu. In je bilo ogromno dela, ampak sem tako lepo redno in pridno jaz tudi šolo opravljala zraven in vse te šolske obveznosti, to ni bilo debate. Si bila odlična v šoli? Mislim, sem bila tako umrljiva, glede šole niso imeli z menoj nikoli nobenih problemov, tudi jaz sem zelo rada v šolo hodila. A ja? Pazi, da ti razložim, kaj je zdaj glavni vzrok, da sem jaz tako tekla v šolo, sploh v srednji šoli, sem tekla zjutraj v šolo in sem bila že kakšno uro prej tam, pa po pouku sem še znala ostajati tam še kakšno uro ali pa 2, ker sem bila tako zaljubljena. Zaljubljena, ja, glih to sem htela reči. Zaljubljena seveda, kaj pa drugega. Zaljubljena v sošolca in potem mi ni bil noben problem biti v šoli. Ampak sem se tudi lepo učila, vedela sem, da šola je na prvem mestu, tako da sem to opravila tako, kot je treba. In seveda mi ni žal. Zanimivo, pohvalno. Kateri pa tvoj najljubši predmet je bil v šoli? Jaz sem imela recimo zelo rada... Matematika? Ne, to ne. Slovenščino sem imela zelo rada. Pa jasno glasbo, pa tako na slovenščino vem, da sem oboževala. Športna vzgoja? Ja, se to imamo po mojem vsi radi, saj ko si otrok, samo da nekaj migaš, pa skačeš, pa plezaš. Tudi sicer sem bila jaz kot otrok zelo živahno dete in zelo sem rada plezala, recimo, in potem imamo take razne anekdote, ko sva enkrat z mami, mislim, da sva šli na tržnico, potem pa ob cesti stojiva, pa semafor, rdeča luč, moja mama stran pogleda, jaz sem bila pa 1, 2, 3 gor na semaforju, pa se obrne in je skoraj kap zadane, in še dan se smejimo, ja, sem splezala, še dan se smejimo na ta račun, pa tudi v osnovni šoli sem prvi zapis v knjižico dobila zato, ker smo šli na sprehod na Ljubljanski grad in jaz sem tam 1, 2, 3 splezala na en drevo in sem sošolcem bolj mahala, tukaj sem. Skratka, ja, živahnosti ne manjka pri nas. Živahno in zabavno je bilo tvoje otroštvo. No, kljub temu, zakaj pa je razpadla ta skupina sploh?
Zakaj je prišlo? Pravzaprav niti ta razpadla ni pravi izraz, zato ker smo se mi skupaj dogovorili, da bomo pač našo skupno pot zaključile. Tudi nismo bile več Teens, ostal je samo še Foxy, veš. Ja. Teens je šel pa stran. In tudi po 9 letih smo nekako začutili, da pa je čas, da rečemo hvala lepa, se pa zahvalimo vsem našim poslušalkam in poslušalcem, ki so nas tako redno spremljali vseh teh 9 let in smo se v bistvu na eni od televizijskih oddaj poslovile. Ja, je bil to šok ali je bilo napovedano, da... Ne, smo se mi že prej o tem tudi pogovarjali, vedeli smo, da se enkrat se vse konča, ne, v življenju, vse se začne, vse ima svoj konec. Sicer, ko smo mi začeli, ne, jaz sem mislila, to bo celo življenje. Tako, ampak, pa mlada si. Ja, potem dozoriš, ne, pa vidiš, da se stvari spreminjajo in da v bistvu nič ni narobe s tem. Se pravi, bile smo že toliko stare, da je vsaka imela že neke svoje tudi ambicije, drugačne cilje, povsem normalno in življenjsko. In potem je šla vsaka neki svoji zgodbi naproti. Jaz sem se pa v tistem trenutku odločila, odločila sem se že prej, ne? Ampak takrat sem potem tudi to naredila, da ko smo končale, sem stopila na samostojno pevsko pot. In kje so sedaj te punce, ali se sliši s katero? Seveda, imamo še stike, kako da ne, a ne. Se slišimo, se tudi vidimo občasno in tako. In sem vesela, da so vse še vedno uspešne, vsaka v nekem svojem delu in tako. Pojejo pa ne več. Ja, tudi recimo Špela, ki je bila 2 leti z nami, tudi če prepeva, Mirna je tudi še potem prepevala sama in tako. No, naša Mirna, to je bila naša na začetku najmlajša. Foxica ima že otročka, sinčka, ne. Pa se ti zdi, da si ratala najbolj uspešna od njih, kaj praviš? Pa jaz bi rekla, da je vsaka uspešna na svoj način, no. In to se mi zdi prav, da slediš neki svoji poti, nekim svojim ciljem, da karkoli že počneš, ali poješ, ali karkoli drugega, se to je vseeno, da pač tisto, kar delaš, delaš profesionalno in resno in vztrajno, ne. In predvsem sem pa vesela za to, no, da je vsaka od nas, da smo ostale dobre punce. Dobre punce. Ja, dobre punce. Pohvalno. A se še spomniš svoje prve samostojne pesmi, ki si je zapela? Ne, to pa več. Ne, hecam se. Imam napisana pesemka, Odhajam, je naslov. Malo se hecam. A veš, ker smo že danes začeli to oddajo tako hecno, ne, da smo se že na začetku hecali, se bomo pa celo oddajo. Ja, super. Ja, v glavnem, veš, da se, ne, kako rečejo, svoje prve ali prvega, ne pozabiš nikoli. Ja. No, in jaz sem prvo pesem posnela sicer z naslovom Odhajam. Bilo je pa bolj tako v smislu, ne, da po teh 9 letih v skupini Foxy Teens odhajam in prihajaš. Ja, odhajam in prihajam. Novim ciljem naproti, no. Ja, super pesem je tudi na prvi moji plošči, ki sem jo izdala. Ta plošča ima sicer naslov Tiho, tiho, čas beži. In je kar dvojni album. Prvi CD je malo bolj tako romantičen, no, drug je pa bolj plesem, pa hiter, pa temperamenten. Tako da sem prvi album, ki sem izdala, ja, kar dvojni. Besedilo pišeš sama? Večino besedil kar napišem sama, sicer imam tudi nekaj avtorjev, s katerimi sodelujem, pa odlično delajo, ker me pač dovolj dobro poznajo, da lahko pišejo zame. Mislim, da tega ne more vsak, ne. Ja, seveda. Ja, vseeno moraš biti na neki podobni vsaj podobni valovni dolžini, no. In recimo Adi Smolar je eden teh avtorjev, ne, sicer naš zame najboljši kantavtor, ne, ki mi je napisal kar nekaj že zelo čudovitih besedil. Boštjan Groznik je ta avtor, s katerim zelo veliko sodelujem. Sicer je Boštjan nam napisal v skupini še vse tiste pesmi Naj pada zdaj dež, pa Pošlji mi poljub, pa Moja simpatija, pa še mnoge druge. In sodelujeva skupaj tudi zdaj naprej, ko sem jaz sama. Pa z Igorjem Pirkovičem sem tudi sodelovala kot s tekstopiscem in tako, no. No in kako napišeš pesem? Po noči sanjaš besedilo? Pa ne, tako, jaz sem človek, ki zelo veliko opazujem svet okrog sebe, veš. Si romantična dušica? Sem zelo romantična dušica, hodim z odprtimi očmi po svetu in z velikimi ušesi. No pač, rada opazujem, ne. In če opazuješ, potem veliko stvari vidiš, začutiš, spoznaš, če se veliko pogovarjaš z ljudmi in si rad v družbi ljudi veliko novega zveš. In vse to mi nekako da neke inspiracije tudi za besedila, pa tudi za melodije, no. Ker
Rada napišem kaj. Nikoli pa pod prisilo v smislu, zdaj bom se usedla, ne, pa zdaj bom jaz pisala. To ne gre tako. In kako pogosto ti pride v glavo ideja za pesem? Ja, pridejo... Enkrat na dan, enkrat na teden, sproti? Ja, ideje prihajajo ves čas, lahko rečem pravzaprav, da vsak dan, ne, se mi vsak dan veliko zanimivih stvari zgodi. Zdaj, imam hudo dobro idejo, da napišem pesem o dveh živahnih damah, ne, ki obe zelo radi govorite in sta zelo zgovorni, ne, in ne morate nehati govoriti in bo treba podaljšati tole vdajo danes. Bla, 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 bla. Dobre smo, všeč mi je, veš. Fajn je klepetata, ne? Meni tudi s tabo. Zelo si vesela in živahna, se smejiš. Do sedaj sem imela ponavadi samo moške, ti si skoraj ne edina, ne bi rekla, bila je tudi žena od Sixpack Čukurja. Ti si druga ženska tukaj na tem kavču. A tako? In edina. A da je to bolj moški kavč? Da vidim, če so kakšne vibracije posebne. Ja, pa imam res glas neki bolj nizak, no jaz ne vem, kaj se to dogaja. To je zaradi moškega kavča, zato imam tako nizek glas. Drugače sploh nimam tako nizkega. Ne. No vidiš, ampak zdaj, če smo pred tvojim glasom, nekateri pravijo, da imaš ti tak nizek, se temu reče, močen, nizek tak glas in bi ti mogla peti čisto drugačne pesmi. Rock, ne vem, jaz se ne razumem na to. Ampak slišala sem veliko takih komentarjev, da zakaj Tanja poje take lepe, nežne pesmi, če ima tak glas in ga ne izkoristi. A res, tako v tem smislu? Ja, tako sem slišala. Se pravi, pomeni, da sem še mlada, no nekaj časa še imam, da ga še izkoristim. Ja, da bi ga... In obljubim, da bom svoj glas... Da bi en komad naredila tak, da... A veš, kaj mislim? Da čisto zažagam s svojim glasom. Obljubim, da bom svoj glas začela še bolj izkoriščati, prav. Pa bomo videli, kaj bo nastali iz tega, ne. Ma ja, tako večkrat se kdo poheca, ne. Kje sem za štose in tako nasmejim, no. So kar izvirni ljudje. Ja, jaz imam pač altistka sem že od nekdaj, tudi kot otrok sem imela bolj nizek glas, pa malo bolj tak hrapav, no. In, a veš, ko sem bila mala, sem kot osnovnošolka snemala radijske igre in pravljice in kasete, ne. Na RTV Slovenija. Zdaj sem si predstavila eno pravljico, na koncu ko ima grozljiv konec in to. Pa Tanja pride, ne. Veš, v rdeči kapici sem lahko volk, ne. Ne rdeča kapica, ampak volk. No, samo da ti povem štos. In zelo velikokrat, no, sem v teh radijskih igrah, pač posojala sem svoj glas raznim tem pravličnim junakom in velikokrat so me porabili za fantovske vloge. A res? Ja, in potem grem jaz enkrat na RTV, ne, po svojo vlogo, v kuverti me je čakala. In meni tako mami doma reče, ti Tanči, pa glej, da ne boš kakšen jaka. In jaz grem zdaj tja, odprem kuverto in piše Tanja Žagar, vloga jaka. Jaz sem tako tekla domov, ker mi je bilo tako smešen, ne. Sem šla hitro povedati, mami, jaka sem. Jaka? Ja, kot da bi vedela. Risanka, kaj pravi? To je bila neka radijska igra, ja. Sicer je pa tako, ne, da ko dvignem telefon, sploh če to bolj tako v jutranjih urah, je reakcija taka. Dober dan, gospod, a lahko Tanjo Žagar dobim? In pol moram ene 5 minut razlagati, da sem jaz, ta prava Žagarjeva in Tanja, ne. A vi hecaš, a res? Pa tako smo mislili, da se je tvoj oče v glasu. Pa ni tako grozno, daj. Zelo lep glas imaš. Poslušala sem tvoje pesmi, super so, všeč mi je, veš katera? Povej. Dnevi sreče in dnevi. Taka resnična je, se mi zdi, taka je smisel notri. Še posebej, če si zaljubljen, srečno ali nesrečno zaljubljen, vidiš se notri. A veš, da si me prav presenetila zdaj? Taka globoka pesem je, res? A je tvoje besedilo? Ne, to je pa besedilo Adija Smolarja. Ja. Ampak in je čudovito, tako kot si rekla, življenjsko. Res je? In prelepo, no. V bistvu je to pesem, ki jo je treba poslušati, ne. Moraš se usesti, poslušati zbrano, ne, in potem te zagotovo neka čustva preplavljajo, no. Ima nek smisel, res ima globok smisel. O, lepo. Obožujem take pesmi. Ne, zakaj ti govorim to danes, ko sem vozila v avtu, sem poslušala to pesem, predtem sem se pa skregala s fantom, in je bil tak čustven trenutek, ta pesem je bila ta prava. Drugače ne poslušam slovenske glasbe, bolj rusko, ne. Ja, si mi razložila, ne, odkot prihajaš, vse vem, zelo zanimivo, ne. Ampak okej, tudi slovenska muzika je super. Ti je všeč? Všeč mi je. Kako se ti zdi pa slovenski jezik? Odličen. Dobar, se vidiš, se trudim, imam sicer slang na glas, iz Ljubljane sem, ampak
Nič za to. Ti tako lepo govoriš, si se mi povedala, ne, da si se zelo hitro tudi naučila. Res, vsaka čast, mislim, prav občudovanja vredno. Mogoče gledalci kdaj pa kdaj zasledite, ko mi kakšna beseda uide ali pa stavek ga obrnem, ampak mislim, da s tem nič ni narobe. Nič ni narobe, še mi oprostite. Tako posebno, prikupno in simpatično je. Hvala. Ne spreminjaj svojega govora. Povej mi prosim o svojem otroštvu, to me zanima. Kot punčka, o čem si sanjala? Vse punčke sanjamo. Ja, vse punčke sanjamo v marsičem. Jaz sem kot otrok želela biti vse. Jaz ne vem, kaj ne bi počela, ker jaz bi počela kar vse. Spomnim se, da sem že kot otrok zelo rada imela ostale otroke. Ja, in sem jih vedno animirala, ko smo bili ali na dvorišču, ali v vrtcu, ali v šoli, sem bila tista, ki je dala idejo, dajmo se to igrati, dajmo to, vse sem vedno vključila zraven, nikogar nisem spustila. Organizator. Organizator, vsi so bili dobrodošli pri meni in tako. Drugače sem pa vem, da sem želela biti učiteljica, pa baletka. Ampak največ, kaj si želela? Glasbenica, pevka, to? To sem si od vsega začetka želela. In si vedela, da boš? Veš kako, jaz sem zelo zgodaj izrazila željo, da bi rada igrala klavir. In sem neskončno hvaležna svojima staršema, da sta se tako potrudila in mi res omogočila, da sem šla v glasbeno šolo in da sem lahko potem uspešno nadaljevala šolanje. Tukaj starši res pomembno vlogo odigrajo in predvsem za vso njuno podporo, ki sta mi jo dajala skozi vsa ta leta. In jaz sem pri 5 letih začela igrati klavir. In zame je bil klavir in sploh in meni ni bilo treba nikoli reči Tanja, pojdi vaditi, ker zame je bilo tako. Iz šole pa takoj za klavir in vaditi. To je bil meni užitek. Ni mi bila prisila, ni mi bilo težko. Nikoli nisem se spomnim, ko sem imela sobo, v prvem nadstropju smo bili in zdaj jaz vadim. Moji prijatelji me čakajo, da pridem na dvorišče, ampak jaz sem šla najprej vaditi klavir, odprla sem balkonska vrata, vsi otročki so se usedli dol, moji prijateljčki, tako smo imeli tak pločnik, so se usedli in me tako gor gledali in ko sem nehala skladbico, so mi vsi ploskali, sem dobila aplavz in potem so čakali, da Tanja neha vaditi in potem so vedeli, da potem pa pridem na dvorišče. Ampak ti tudi poučuješ? Res je. Potem sem šla naprej na glasbeno gimnazijo, pa potem še naprej na Akademijo za glasbo. Tako da sem zdaj profesorca stroga. Stroga? Pa si? Ravno prav stroga. Res? Ravno prav. In poučujem že 11. leto v glasbeni šoli v Logatcu. V Logatcu? Ja. Se pravi, učim pa klavir, to je individualen pouk, potem pa otroški pevski zbor, glasbeno pripravnico, predšolsko glasbeno vzgojo in ko repetiram. Čudovita služba. Obožuješ svoj delo? Obožujem, res. A kako ti znese vse to? Nastopaš, aktivna si, pa še v šoli poučuješ. Kako? Dan ima samo 24 ur. A spiš? Tudi spim, ne boš verjela. Tudi spim. Znese pa z veseljem. Z veseljem? Z veseljem znese. Res je to. Če nekaj tako rad počneš, potem se mi zdi, da ni nobenih ovir in nobenega problema, znam si zelo dobro zorganizirati čas. Ja, to že od nekdaj. To je zelo pomembno. Ja, in sem zelo tako nekompliciran tip človeka, nisem sploh nekomplikator, nisem sploh nekonfliktna oseba. Pri meni se vse da, a veš, če pri meni kdo pride pa joj, imamo to pa to pa to pa to, jaz ne bom nikoli rekla, joj, tole ne bomo mogli speljati, to ne gre, kako bo, ni šans, ampak bom tako zadihala, Premislila? Ja, dajmo zdaj premisliti, kako bomo vse to speljali. Tako? In na koncu bomo. In uspe na koncu. Ja. No, sicer pa to delo z otroki me res me usrčuje in izpolnjuje in navdihuje. Krasni so otročki, so res eni veliki sončki. In delati z njimi je tako čarobno. Veš, niti en dan ni dnevu enak. Ti otroci imajo toliko enih vprašanj, idej, toliko ti imajo za povedati, želijo se družiti s tabo, radi prihajajo. In res dojemam to svoje delo zelo odgovorno in kot eno posebno poslanstvo in vem, da sem zelo pomemben člen v tem njihovem odraščanju. In se jim res želim maksimalno posvečati in se jim tudi maksimalno posvečam in potem to dobiš tudi od otrok nazaj. No čakaj, svojih otrok nimaš? Svojih otrok še nimam. Nimaš, ampak otroke imaš ful rada. Kaj čakaš? Ja, se pravi, da kdor čaka, dočaka, si zelo želim. Ja, zelo si želim ustvariti družino in upam,
Ne, da bi Ok, tudi, pa misliš, bo da tudi si že to dovolj prišlo na vrsto. naredila, da narediš sedaj piko na i, pa rečeš, no, zdaj je čas za družino, zdaj bom imela otroke, moža in bom dala nastope, glasbo malo na stran. Si že pripravljena ali? Jaz mislim, da je čas za družino vedno. Mislim, tako, ne. Jaz, ko sem bila 20 let stara, veš, sem rekla, pri 25 bom jaz imela otročka, ne. To je bilo tako, ne. Ko sem bila 25, pa sem rekla, do 30. Jasno, da bom imela, ne. Potem sem bila 30. Hočem reči, da v življenju vedno ne grejo vse stvari tako, kot bi človek želel ali pa tako, kot načrtuješ, zaradi takšnih ali pa drugačnih razlogov, ne. Tako kot sem pa rekla, si zelo želim in bom tudi delala na tem, ker mislim, da je pa najbrž to nekaj najlepšega, kar se ti v življenju lahko zgodi. Ne. Vsaj, če po svojih starših sklepam, ne, kako sta vesela pa srečna zaradi mene, potem si še bolj želim. Jaz niti ne dvomim, da boš ti najboljša mamica na kako lepo. svetu. Resno, tvoj otrok bo zelo srečen in skozi ga boš nasmejala in Ja, to pa ja, smejali se bomo pa veliko. verjamem. No, Tanja, najraj ne bi prekinjala najinega pogovora, ampak želim si tudi, da moji gledalci vidijo eden izmed tvojih videospotov, katerega predlagaš. A rečva, da bomo zdaj pogledali kar številko 3, a si za trojko? Sam zakaj? Povej, kaj? Zakaj iz vseh si izbrala glih ta videospot? Zakaj? Številka 3 mi zadnje čase kar prinaša srečo. A res? Res, Meni pa 7. A te pa 7? 7. Od danes naprej ti bo 3, zagotavljam. Igram Eurojackpot, vpisujem številke, ok, 7-3. Zdaj ne še trojko zraven, v redu. Pa ker je to naslovna pesem moje 4. plošče, zadnje, ki sem jo pač do zdaj izdala sem jo pa lansko leto. Mi pa v tem videospotu in v tej pesmi pomaga še moj prijatelj iz Kube, Lazar Ozumeta. Wow. Tako da dame ponavadi zelo radi gledajo ta spot tudi zaradi Lazara. No, pa dajmo si ogledati, dragi gledalci. Escucha nuestra historia. 1, 2, 3, vamos todos a bailar. Me amas, no me amas, me quieres, no me quieres. Y si me quieres, conmigo no juegues, no juegues, no juegues, no juegues, no juegues. Ko prideš ti, potrkaj mi na vrata, da te bom slišala. Če me ne bo doma, pomeni, da sem šla, ker sem predolgo z odejo se objemala. Ko ljubiš, ljubi me, ko sanjaš, sanjaj me, ko varaš, varaj me, da ne opazi se. Ko ljubim, ljubim te, ko sanjam, sanjam te, ko varam zame, postal si številka 3. Escucha nuestra historia. 1, 2, 3, vamos todos a bailar. Je postelja samo za 2, na njej prostora ni, če si številka 3. Če me ne bo doma, pomeni, da sem šla, ker sem predolgo z odejo se objemala. 1, 2, 3, vamos. Ko ljubiš, ljubi me, ko sanjaš, sanjaj me, ko varaš, varaj me, da ne opazi se. Ko ljubim, ljubim te, ko sanjam, sanjam te, ko varam zame, postal si številka 3. Ko ljubiš, ljubi me, ko sanjaš, sanjaj me, ko varaš, varaj me, da ne opazi se. Ko ljubim, ljubim te, ko sanjam, sanjam te, ko varam zame, postal si številka 3. Escucha nuestra historia. 1, 2, 3, vamos todos a bailar. Me amas, no me amas, me quieres, no me quieres. Y si me quieres, conmigo no juegues, no juegues, no juegues, no juegues. Ko ljubiš, ljubi me, ko sanjaš, sanjaj me, ko varaš, varaj me, da ne opazi se. Ko ljubim, ljubim te, ko sanjam, sanjam te, ko varam zame, postal si številka 3. Ko ljubiš, ljubi me, ko sanjaš, sanjaj me, ko varaš, varaj me, da ne opazi se. Ko ljubim, ljubim
vista, baby. Dragi gledalci in drage gledalke, ponovno dobrodošli v studio oddaje O. Moja današnja gostja je Tanja Žagar. Žagar. Na majčkah ti piše žagam, žagar. Piše žagam non-stop. Non-stop. Kaj je to, dan in noč, brez premora. Super imeti tak primek, ha? Lahko narediš z njim še marsikaj. Ja, v bistvu res, iz tega mojega priimka smo mi naredili celo žagarijo. Celo zgodbo. Veš, kaj je žagarija? Ne. Ti povem. No, Ker še kao ni- žagaš. Ne, to je Kaj pa? posebna zgodba. Aha. Te moram enkrat seboj vzeti na žagarijo, da ti razložim. To so eni posebni izleti, veš, ki smo jih mi začeli organizirati 3 leta nazaj, ker jaz ves čas dobivam na mail pa na Facebook tako povabila za na kavico, pa za na kosilo, pa večerjo. Od koga? Pa na sprehod, pa na izlet. Od marsikoga. Od marsikoga, a ne? In potem... Odpisuješ kaj? Ja, odpisujem, jaz sama urejam to Nekateri niti ne Facebook. odpisujejo, pa nič. Te bom danes dodala. takoj. Dodaj pa ti In vem, da odpišem, si ta prava. če mi boš napisala, je prav. Okej. Skratka, vsem ne morem odpisati, ker je tega Verjamem. zelo veliko, ampak se trudim čim večjim. No, skratka, hočem povedati, da potem iz teh povabil se je v bistvu razvila pa žagarija, ker sem jaz en dan rekla, pa dajmo nekaj narediti, če bi se ljudje tako radi družili, ne samo na način, da sem jaz na odru pa prepevam, pa oni mene poslušajo, dajmo narediti res en izlet, kamor lahko pridejo vsi tisti, ki so resni, družabniki, ki se resno hočejo družiti. In smo organizirali en celodnevni izlet, z avtobusi smo se odpravili in prvič smo šli v Prekmurje. In res so se ljudje prijavili. Najprej smo šli z enim avtobusom, na naslednjo žagarijo smo šli z 2 avtobusoma, še na naslednjo smo šli s 3 avtobusi, potem smo ugotovili, da 3 so kar Dovolj. dovolj, ne? Dovolj. Ne, ker tukaj gre res za to, da sem jaz ves dan z ljudmi in se cel dan družimo. In jaz sem od zjutraj na avtobusu, pa potem do zjutraj, ko se gre domov, oziroma v poznih nočnih urah, ves čas prisotna in gremo vedno v nek drug kraj si ogledati kakšne lepote naše dežele, potem imamo pač piknik, kjer so razne igre, kjer je že prisotna moja skupina Avantura, se že ogrevamo, že malo plešemo, pojemo in tako. Vedno je pa potem na žagariji glavnom pa večerni dogodek, ko jaz na eni od prireditev, ki se pač dogajajo po Sloveniji, nastopam skupaj s svojo skupino Avantura. In po tem večernem žuru se odpravijo ljudje nazaj domov z avtobusom. No, in ker so se zelo radi že v začetku prijavljali, smo rekli, pa naj žagarija postane tradicionalna. No, in smo ravno pred nekaj dnevi imeli že 8. žagarijo. A res? Ja, po vrsti. In zdaj tako, da marsikdo je že bil na večjih, nekateri celo na vseh, Na vseh. pa ponovno prihajajo, ker se dobro počutijo skupaj z menoj, skupaj z mojo celotno ekipo, s katero jaz sodelujem. Potem imamo vsakič nove žagarje, ki se nam na novo pridružijo. No, lansko leto smo pa prvič uvedli večdnevno žagarijo. Smo šli pa za nekaj dni v Poreč in letos tudi, meseca maja, oziroma aprila, konec aprila, smo šli za 4 dni v Poreč. To je pa sploh luštno, ko smo še pa več časa skupaj, tako da imate res priložnost, če bi radi. Kdaj bo naslednja? Ja, za naslednjo vam točnega datuma še ne vem Kje se pa povedati. to spremlja, kje lahko pogledamo? Lahko pogledate moj Facebook profil ali pa mojo prenovljeno spletno stran. Sem videla danes. Ja, res redno obveščamo, kaj se dogaja, kam in kdaj me lahko pridete poslušati in pogledati in tudi kdaj so te naše žagarije. In se potem je pač potrebno prijaviti, pa gremo uživati skupaj. Zaenkrat še nikomur ni bilo žal, kaj šel z nami. Verjamem. Kaj pa te ljudje, ki se prijavljajo? Starejši, mladi, je kakšna ženske, moške, koga je več? Mi imamo vse. Vse. In to mi je najlepše Kaj pa otroke? Tudi nekateri Tudi. pridejo z otročki, predvsem na te večdnevne, pridejo družine in tako. Sicer mi je pa najbolj všeč res od vsega to, ker smisel žagarije je, da nas združuje, da pridejo vsi. Od mlajših do zrelejših, zrelejših. Potem in družine, in pari. Ogromno pride tudi ljudi, ki so sami, ki dejansko grejo sami, ker vedo, da bodo vedno pri nas koga spoznali, navezali nova poznanstva, nova prijateljstva. In ti ljudje, ki so bili, so se med sabo reže spoprijateljili in se družijo tudi sicer. To se mi zdi tako lepo, ker se pač pretaka neka dobra, pozitivna energija, to pa vsi še kako potrebujemo. No in od kdaj je to
traja zdaj ta žagarija? Odkdaj je to? Se pravi, 3 leta nazaj 3 leta smo nazaj, začeli aha. prirejati te izlete, no in mislim, da jih še ne bomo nehali, no, da bo še kakšna žagarija. Torej, zamisel je bila tvoja. Ja, zamisel je bila moja, sicer jaz sem se enkrat tako bolj hecala, ne. Tako sem rekla, mislim, da smo ravno sedeli na neki kavici, potem smo pa prišli na ta povabila, pa sem jaz rekla, ma najboljš, da kar avtobus najamemo, pa gremo, ne. Potem pa tako se pogledamo, pa dajmo res to narediti, ne. Pa Ker ste probali, Miki pa Šarac, s uspeli. katerim jaz še vedno sodelujem, še vedno on producent in menedžer, ne, je pa tudi zelo, zelo delaven in vedno za vse takšne in drugačne podvige in poln idej. In on je tako rekel, ne, tako, pa to bomo res naredili. Pa jaz sem najprej še malo mislila za hec, ne. Ampak je rekel, ne, točno to bomo naredili. In ni bilo dolgo, ker smo mi že šli via žagarija. No in potem ste tudi naredili majice, Res kjer je. piše... A pokažemo, malo razgrnemo. Pokaži. Vse zato si pa prenesla sem. To so boš čisto- sicer podarila komu, ne? Bomo naredili. No, Malo pa presenetimo dajmo. ljudi, da gradimo koga. Tole so nove majčke, žagam non-stop, Žagam non-stop. imamo takšno, ki je gor 5 potem še poljubov. malo 5 poljubov, ne? Wow. Ampak imamo še drugo na izbiro, številka 3. Stop, številka 3. Aha. To je takšna, zdaj pa hita Pa še tvoj enkrat podpis tisto je pokažem, še, a ta ne? drugo od blizu, Aha, da bo kameraman pokazal. Op. tako. Takole. Pa tisto še. Zelo lepo tudi Evo. stojijo, lep model je, no, krasen. Tako da če bi kdo želel žagati Jaz si non-stop- želim, v Lahko. prvi vrsti jaz, Oba. v prvi Pada. vrsti meni. Drugače pa, kaj bova naredila, kako boš to podelila? Še nekaj imaš Jaz sem samo. prinesla s seboj še ta svoj album z naslovom Številka 3, ki sem ga lansko leto izdala. Zdaj lahko povem to, da smo mi kar zelo delovni naprej in jaz že snemam nove pesmi, že nastajajo, smo kar veliko časa zdaj v studiu in konec tega leta bo išla moja 5. plošča. 5. Bo pa... Hop. Žurka. Ja, žurka cela. No, ta CD bomo tudi komu podelili, pa še nekaj sem vam prinesla pokazati. To so pa takšni žagarski zvezki. Koliko si Za bila šolarje? stara tukaj na tej sliki? To je lansko leto. Lansko leto? Ja, no. Zakaj? Ne vem, sploh nisi ti. A res? Res? Ko sem... A veš, no skratka, Lep to so pa zvezki, so opremljeni z urnikom, tukaj Super. zadnji je tudi zemljevid in tako dobri, no. To sem pa zato izdala, no, ker so me pa velikokrat šolarji na raznih nastopih prišli spraševati, če imam kakšne blokce ali pa zvezke in tako. Ja, In jaz pa- nisem imela, sem imela kartice, plakate, ja, ne, zvezkov pa ne. Pol smo pa rekli, ja pa, če pa tako povpraševanje tudi za Pa dajmo zvezke, še to če narediti, se a tako ne? radi učijo, ne, pol Se prav, pa se prav. še zvezke, tako da imamo tudi to. Kako bova podelile? Kaj predlagaš? Kaj pa, če mi naredimo tako? No, daj. Ne morete malo delati, ne? Da je No, treba no, no, malo no. delati. Tako. Recimo, da na vašem Facebook profilu bomo dali kakšno slikco, v redu, potem pa vi ali všečkate, ali delite naprej. Ne, ali, naj kar vse. Ne, točno to, bravo. Morate všečkati, Ja. deliti, Lajki se reče, lajki, deli. pa še en komentar napisati. Še en komentar napisati, tako. Lahko napišete, zakaj radi žagate, s kom žagate, kako žagate. Ali pa- Kje? Dragi gledalci in drage gledalke, imate na Facebookovi strani oddaja O, vpišite to v iskalnik, lajkate stran in potem tam boste tudi videli vse naše nagradne igre, ki jih izvajamo z moji gosti. Tako da, to je super, super ideja, fajn. Spodaj imate tudi napisano sedaj na ekranu. Super, Ja? všeč mi je. Se pravi, vse troje. A veš, zakaj morajo vse te 3 stvari? Zakaj? Zaradi številke 3. Zaradi številke Vse dobre stvari so 3, tako se pravi, baje, ne, je tako. Tako da se pravi, všečkate, komentirate in delite in potem je lahko nagrada vaša. Ja, sej pravijo, Bog ljubi trojico. Pa ruski. A Si vidiš? ga razumela? Ja, super, super. Ja, no, zdaj se skozi smemo. Veš, kaj me je najbolj zanimalo danes, ko sem se pripravljala? Ali si kritična sama do sebe? Ja, seveda, jaz mislim, da če nekaj delaš in če hočeš dobro delati, ne, in da potem tudi nek dober rezultat, absolutno mora biti človek kritičen in nikoli ni tako, da bom jaz kar takoj zadovoljna ali pa da bi kakšno stvar kdaj naredila, ma dajmo samo, da je narejeno, ne. Tega pri meni Si ni. perfekcionistka. Ja, ja, stvari morajo biti narejene odlično, ne samo dobro, ampak odlično. In to zahtevam tudi od ljudi, ki delajo z mano in od svoje spremljevalne skupine in od ostalih, ki so pač kakorkoli vpleteni v to mojo glasbeno pot, ker sicer ne gre, ne, sicer se zelo hitro stvari končajo. Zdaj jaz pa delam
dolgoročno, rada bi še delala, imam še ideje, ne bi kar jutri končala. Tako da, če želiš dobro delati dlje časa, potem moraš biti v vsakem trenutku vedno 100%. Saj se dogajajo napake, saj smo ljudje, vsak se kdaj zmoti, kaj polomi, ne vem, ne gre vse tako, kot bi želel, ne, ampak važno je, da se v vsakem trenutku najbolj, kar se da, po svojih najboljših močeh potrudiš. Ker če se potrudiš, potem je lahko tudi rezultat dober. In recimo, jaz sem tako narejena, da kljub temu, da že 19 let, odkar prepevam, pa mi kdo tako reče, Tanja, se nisi že naveličala, pa snemanj, pa teh intervjujev, pa skozi si nekje v akciji, pa to. Ja, jaz se nisem naveličala, zaenkrat ne vem, mogoče kdaj pač do tega pride, če bo prišlo, bom tudi najbrž takrat potem prenehala ali kakorkoli, ampak zaenkrat ne in mi je še vedno vse, veš, en tak izziv, kot da je prvič. Jaz, ko grem snemati novo pesem, jaz se tako veselim, jaz sem tako srečna in ko me čakam, da bomo posneli, da bom potem to slišala, kot da bi jaz to prvič snemala. Hočem reči, ni mi postalo vse skupaj neka rutina, samo zato, ker je pa tako. No? In to se mi zdi tudi zelo pomembno, da v vsaki stvari še vedno vidiš izziv in si želiš. Tako. Ja. Kaj pa, zakaj misliš, da ljudje imajo radi? Vse to pa res. To pa smo z ljudmi, imamo pa zelo en tak lep odnos z mojimi poslušalkami in poslušalci. V vseh teh letih se je zagotovo razvilo med nami eno posebno zaupanje. Najbrž tudi zato, ker me spremljajo že od mlade deklice, od mojega 14. leta, in potem se razvije tudi nek poseben odnos. Ker marsikdo mi reče, ja, Tanja, veš, mi te spremljamo še, ko si bila Foksica, pa smo rekli, ja, njej se, ponovadi mi tako rečejo, da so se mi že takrat tako učke svetle, iskrile, da se je videlo, da jaz to tako rada počnem, da sem tako v pričakovanju. In so rekli, iz tele pa še nekaj bo. Tako mi pravijo, in tako, ko toliko časa delaš, in delaš dobro, potem tudi ljudem to začne nekaj pomeniti, in ti začnejo zaupati in nekako so začeli živeti z menoj to mojo glasbeno zgodbo. Smo kot ena taka malo večja glasbeno-žagarska družina, pa predvsem jaz zelo, zelo veliko sem med ljudmi, veliko nastopam. Od leta 2008 prirejamo te moje samostojne koncerte po kulturnih domovih, po dvoranah, teh športnih, kjer se to lahko dogaja. In ko te imajo ljudje priložnost videti in spoznati v živo, je to nekaj popolnoma drugega. Sej lahko si ti vsak dan na 5 naslovnicah v časopisu, lahko imaš ves čas tudi televizijske in radijske intervjuje, to tudi mora biti, to je del tega dela, brez tega ne gre, ampak spoznajo te pa ljudje dejansko na živem nastopu. Ko mogoče lahko pridejo tudi do tebe, ko lahko kakšno besedo rečeš z njimi, se rokujejo s teboj, se poslikamo in tako. Tako da s tem se tudi krepi ta naš odnos. In sem zelo ponosna na tak lep odnos, ki ga imamo. Jaz ti pa lahko sedaj odgovorim sama na svoje vprašanje, zakaj te imajo ljudje radi. Ker ti to tudi vidim. Zelo si pozitivna, prijazna, nasmejana in imaš veliko energije v sebi. Mislim, da zdaj v teh časih je to nekako neka podpora ljudem. Vidijo v tebi neko luč, neko tako pozitivno stvar. Sama veš, da sedaj kriza, dogajajo se razne stvari in ljudje rabijo neko pozitivnost. In to imaš ti. Najlepša hvala, ko si lepo povedala. To imaš ti v sebi in zato te ljudje imajo radi. To, da sem pozitivka, je res, ker se tudi družim s takimi ljudmi. Ostani vedno tako. Hvala. Tudi moja družina je takšna, mi smo vsi res optimisti. Pri nas nekako vedno vse bo, tudi če so problemi, tudi če so težave in če se nam svet na glavo obrne in je vse narobe, kar tudi je včasih, ker imamo, mislim, vsi tu težke trenutke v življenju, ampak vedno smo nekako tako nastrojeni na pozitivo, ne samo joj, slabo bo, pa slabo bo, ma bo že nekako, bomo se potrudili, pa bo. Ja, in to pozitivno energijo nosim s sabo, se to res, to se pa potem razdaja, se širi, ampak jo pa moram povedati, tudi jaz dobivam od ljudi, res je veliko dobivam. To kroži, zagotovo. Te podpirajo vsi Slovenci. Kaj pa tuji trg, kako je tam? Si kaj probala? Jaz sem bila na nekaterih glasbenih festivalih, tudi izven Slovenije. To so bile zelo, zelo lepe izkušnje, tudi kar nekaj nagrad sem dobila na teh raznih festivalih. Je pa tako, zdaj, če bi želel res delati nekje zunaj, potem težko živiš v Sloveniji, pa delaš drugje. Bi se mogel tudi preseliti in čas tam preživljati. Pa bi se?
Jo, jaz sem... Ne bi, ne. Jaz bom kar Ne pri dam svoje Jaz bom kar pri nas Slovenije. ostala. Meni je tle lepo, uživam, srečna sem, delam kar rada počnem, ljudje so mi pri srcu in tako, no, tako da zaenkrat res ne razmišljam, da bi šla kam daleč stran. No, če bi pa imela možnost, kam bi pa šla živeti? Kam bi šla živeti? Ja. In zakaj? Veš kako, v bistvu bi mogla več potovati, da bi ti lahko to povedala. Nisem še zelo veliko potovala. Nisi? Ne, nisem Kje si še... pa bila? To me še čaka. Bila sem 2-krat v Turčiji. Pa potem, mislim, tako, kje sem že bila, no, ampak bolj v tem smislu, da sem šla nastopati, ne, da sem šla pet tja. Tako. In to so bili zelo taki kratki izleti. Prideš, narediš in greš naprej že na druge nastope in tako, da bi pa probala za 14 dni ali pa 3 tedne ali pa Nisi en šla mesec, nikamor. nekje pa še nisem bila, te izkušnje še nimam. Veš, kaj mi predlagaš? A imaš kakšen predlog? Greva v Ukrajino. Aj, lepo, Te aj, pelam v fino. Ukrajino. Ja, sedaj so razmere težke, ampak jaz te bom potisno pelala. Ko se bo vse umirilo, bova šle v Kijev. V redu, greva Jo, kako bova šele tam klepetali, ja? Mislim, da je že čas, da pred koncem oddaje, čeprav mi je ful žal, rada bi se še pogovarjala s tabo, ampak žal imamo omejen čas. Vesela sem, da si prišla v mojo oddajo. Res je, zelo lepo. Vesela sem, da sem te spoznala, da lahko sedaj vsem povem, da te poznam in da si super oseba. Ja, najlepša Res. hvala. Jaz bom rekla najlepša hvala za povabilo. No. Mi je bilo zelo prijetno in bom z veseljem še kdaj prišla, da bova še malo poklepetali. A je v Te bom redu? še povabila. Ja. Pred koncem pa predlagam, da napoveš še kakšen videospot in poveš, zakaj spet si se odločila. Pa jaz sem se odločila, da danes v tej veseline oddaji vrtimo same vesele pesmi in pozitivne in poskočne, da boste lahko še doma mogoče malo zaplesali, zakaj pa ne. In glede na to, da je zelo vroče že, ne? Vroče, res Zjutraj je. tako, in da imam jaz rada morje, rada imam poletje, sem rakica po horoskopu, vsako leto pred poletjem poskrbim tudi za eno poletno pesem in za poletni videospot, pa sem rekla, dajmo zdaj na koncu zavrteti. Arriva, gremo vsi do jutra, se lavi. Super! Dragi gledalci, drage gledalke, želim vam lahko noč. Hvala, ker ste bili tudi vi nocoj z nami. Se vidimo naslednji ponedeljek ob 20:00 na TV Arena. Adijo! Adijo. Noč je vroča, noč je mlada, jaz sem kakor čokolada. Če bi k tebi se privila, se ti v rokah bi stopila. A to nevarno se mi zdi, preveč oči naju lovi. Kaj če bi midva raje šla na samo? Noč je vroča, noč je mlada, jaz uživala bi rada. Tvoja noga me osvaja, pod mizo mi nagaja. A to nevarno se mi zdi, preveč oči naju lovi. Kaj če bi midva raje šla? Akcija! Arriva, gremo vsi, do jutra se lavi. Daj mi tvoje roke, da zivajo mi boke. Arriva, gremo vsi, do jutra se lavi. Daj mi tvoje roke, da zazivajo mi boke. La 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 la
nevarno se mi zdi, preveč oči naju lovi.